Pozdravljeni vrtičkarji, današnji nasvet bo namenjen obnovi trate v jesenskem času, kajti v poletnem času je zagotovo suša naredila svoje in na trati so ostala prazna mesta, tudi na naši trati, ki smo jo sejali spomladi, tako da bomo za tako trato porabili kar SOS travno mešanico, ki ima obloženo zeleno seme in zagotavlja hitro obnovo travne ruše in seveda na ta način tudi preprečevanje razraščanja plevela. Naj povem, da SOS travna mešanica kali dokaj hitro, tudi pri nizkih temperaturah, pri 6 stopinjah, pri temperaturi tal od 10 do 15 stopinj Celzija pa bo vznik take travne ruše enostavno oziroma se bo vznik travnih bilk pokazal že po dobrih 4 dneh. Pri setev na prazna mesta najprej razrahljamo tla, da omogočimo boljši kapilarni dvig vode, potem posejemo zeleno SOS obloženo seme in seveda zaključimo tako, da tako površino narahlo poteptamo s kakšno desko, da zagotovimo boljši stik semena s podlago. Nahajamo se na terenu, kjer smo pripravili tla oziroma zemljo za setev nove zelenice. Pripravili smo jo približno 10 dni pred samo setvijo, to pa zato, da smo pred samim ravnanjem terena in setvijo poskrbeli še za ponovno okopavanje. Uporabite lahko tudi freze in na ta način preprečite tisto prvo razraščanje plevelov. No, ko izbirate seme za travo, treba gledati predvsem na namen rabe. Izbirate lahko travno mešanico, ki je lepa na pogled, angleškega tipa, to so bolj fine trate, niso namenjene intenzivni obremenitvi, in pa na prostorih, kjer je nekoliko bolj obremenjena trata, tukaj bo veliko hoje, okoli je tudi sadovnjak, pa uporabimo bolj robustno travno mešanico RPR, ki zagotavlja dobro obraščanje in hitro zapolni prazne prostore, kjer bi se lahko razvil tudi plevel. Namenjena pa je za športna igrišča, za tam, kjer se radi igrajo otroci in seveda posod, kjer veliko hodimo. No, kako pripravimo travo na setev, najprej natresemo travno mešanico, potem dodamo še polovico gnojila, to pa zato, da enostavno rešimo kar 2 muhi na en mah, tako trato hkrati pognojimo in ne rabimo dvakrat delati. Se pravi, v enkratnem delu enostavno opravimo gnojenje in pa sejanje, seme in gnojilo zmešamo kar v posodi, potem pa pričnemo setvijo. 1 kila gnojila in 1 kila trave zadošča za površino 50 kvadratnih metrov. Setev opravimo kar s priročnim trosilnikom, ki enostavno zagotavlja dobro, kvalitetno setev. Uporabimo ga lahko tudi kasneje za sejanje, za gnojenje, lahko tudi za samostojno sejanje trave. Seveda pa hodimo približno s hitrostjo 1 meter na sekundo in na ta način zagotovimo dobro in kvalitetno setev. No, po setvi opravimo še valjenje in pa prvo košnjo, ki nastopi približno v obdobju, ko je trava visoka 8 cm, kosimo pa jo na višino 5 cm.